To je 5 novih avtobusov, ki jih je občina kupila za potrebe v javnem prometu. Njihova skupna vrednost je znašala približno 1 milijon evrov. Šoferji so se na njih očitno hitro privadili. Največja razlika je v udobnosti sedeža, govorimo o voznikovem okolju. Sedež, sedenje, sama ergonomija vozniškega prostora je popolnoma drugačna in dejansko tako kot mora biti. Vsi motorji izpolnjujejo direktive Evropske unije, kar pomeni, da so okolju bolj prijazni. Normative z vmesnim motorjem, tako zvanim EEV motorjem, se pravi Euro 5 plus EEV motor. To pomeni zmanjšanje izpušnih plinov in pa manj trdih delcev v okolju. I think we can say that these are the most common and also well tested engines at this moment, so I think it was a good decision. To so prvi avtobusi v Sloveniji, ki izpolnjujejo tako stroge okoljevarstvene standarde. Poleg tega pa so tudi tehnološko veliko bolj napredni. Za invalide je poskrbljeno z dvižnimi ploščadmi, tako da na vsakem postajališču, če je invalid, bom rekel, se lahko z dvižno ploščadjo, ki se položi na pločnik, se lahko vkrcajo. Sicer pa še vedno precej buri duhove večletni spor med Veoljo in mestno občino zaradi koncesijske pogodbe, po kateri naj bi občina poleg fiksne koncesnine plačevala tudi morebitna doplačila. Mi smo tudi za nazaj poravnali vse obveznosti finančne iz prejšnjega mandata, predvsem gre za karte za ostarele. Bilo je cirka pol milijona evrov odprtih terjatev. Občini strani Veolje tako še vedno grozi skoraj 1,5 milijona evrov težka izvršba, ki bi še dodatno olajšala že tako zdesetkan občinski proračun. Na Veolji so sicer zatrdili, da izvršbe v času trajanja koncesijske pogodbe, to je do 31. julija naslednje leto, ne bodo uveljavili.